Toyota Prius ne bom posebej predstavljal, ker jo verjetno vsi poznate. V 15 letih, odkar je na trgu, je to najuspešnejši hibrid na svetu in krivec za to, da so si vse znamke začele gristi nohte in z veliko zamudo razvijati svoje modele, ki pa še zdaleč niso tako uspešni in celo Toyota sama je pripravila konkurenta znotraj svoje hiše. V bistvu nadgradnjo, se lepše sliši. Ja, nekateri kupci so se namreč pritoževali, da jim je Prius premajhen, da ima premajhen prtljažnik in podobno, pa je nastal takšen Prius Plus, niso kaj preveč komplicirali pri imenu. Ja, pri Toyoti pravijo, da ima ta v bistvu vse odlične lastnosti navadnega Priusa, le da ima 7 sedežev in že v osnovi večji prtljažnik. Seveda je tudi za 4000 evrov dražji od običajnega Priusa. Povečale so se pa prav vse mere, vključno z medosno razdaljo, širino, višino, ta je daljši za 13 cm, je pa to osnovna in najcenejša različica tega Priusa Plus, ki stane okoli 30 000 evrov. Razmišljam, če je to drago, pa se mi glede na hibridni pogon, samodejni menjalnik in s podobno opremo sploh ne zdi. Seveda, 30 jurjev ni malo denarja, ampak tu je potrebno računati malo drugače. Če bi živeli v idealnem svetu in bi ta Prius v povprečju res porabil 4,1 litra na 100 km, tako kot pravi tovarna, in če bi se vas vozilo 7, bi na enega potnika v povprečju porabil samo dobrega pol litra na 100 km. Si že predstavljam študente, ki si delijo stroške za vožnjo do faksa, samo še Priusa jim mora kupiti kakšen požrtvovalen ati. In zdaj informacija, ki vas bo šokirala. Prius v resnici ne porabi tako malo. Tega pa res nisem pričakoval. Ok, bom resen. Na avtocesti mi je kuril nekaj čez 6, na odprti cesti okoli 5, v mestu pa nekje med 5 in 6, če sem bil priden, pa tudi manj kot 5, samo so mi potem trobili. Za bencinski motor, ki je precej bolj čist od dizelskega, je to še vedno dober rezultat. Električni motor pa pomaga, da je zelo lepo prožen in da hitro potegne z mesta. Še najbolj me moti, da je bencinski motor glasen, ko hitro pospešujete ali pa vozite v kakšen klanec. To je pač brezstopenjski menjalnik, ima pa super funkcijo B, brake, ko greste po klancu dol ali pa ko se ustavljate, da dodatno polni baterije. Skoraj bi pozabil na najpomembnejše. Zadnja dva sedeža. To je še kar udobno. Za molerija bo. Za kakšnega detka z delanih hrbtov in koleni pa gotovo ne. Ampak najbolj tečna stvar pri tem avtomobilu pa je tole. Takoj pokažem. Evo, verjetno imate vsi radi mir, ko vozite vzvratno. Če so otroci derajo, jih utišate, če radio preveč na glas, ga utišate. No, tukaj pa vas bo na to, da se vozite vzvratno, ves čas opominjalo tole. Ja, se ve, da grem rikvart. Čakaj, prej. Da me že en čaka. Pa kako ne vem, če sem avto v prasku, če se mi skozi to derek ne noter. Pač se mi zdi, da bi bili parkirni senzorji malo boljša rešitev. Pri teh hibridih pa v bistvu vedno pogrešam le eno zadevo. Da se ne da prevoziti več samo na elektriko. Kakšen kilometer ali dva in se že vklopi bencinski motor. Ampak Toyota ima že pripravljeno tehnologijo plug-in, ki omogoča daljšo električno vožnjo, baterijo pa lahko polnite tudi doma.